Približno 300 zaposlenih v družbi Hit je sprožilo individualne delovne spore pri delovnem sodišču zaradi po njihovo nezakonite delitve napitnin zgolj med nekatere zaposlene. Družba Hit bi jim po ocenah morala za zadnjih 5 let skupno izplačati nekaj manj kot 5 milijonov evrov neizplačanega deleža napitnin. Prejemki nekaterih zaposlenih, predvsem igralničarjev, naj bi bili na račun napitnin skoraj 3-krat višji od kolegov, med katere pa se napitnina ne deli. Mateja Polšakčuk. Že pred 4 leti je eden izmed zaposlenih v Hitovem Mondu v Šentilju s sodelavci sprožil delovni spor glede delitve napitnin. Po številnih pritožbah so uspeli in pred letom je Višje delovno in socialno sodišče pravnomočno razsodilo, da je priloga, po kateri v Hitu delijo napitnine, neskladna z zakonom o igrah na srečo. Ker v Hitu napitnino še vedno delijo po starem ključu, je delovni spor najprej sprožilo 80 zaposlenih iz Šentilja. Na tej osnovi smo v sindikatu dali poziv upravi, da uredite neskladnosti in poplača ostalim zaposlenim, kjer se ni delila napitnina za nazaj za obdobje 5 let. Ker to ni storila, je doslej skoraj 300 zaposlenih sprožilo sodne postopke. Njihov zahtevek znaša skoraj 5 milijonov evrov oziroma 16 tisoč evrov na zaposlenega. Gre za strokovne delavce, tehnične službe in zaposlene v gostinstvu. Mi smo mnenja, da pač vsi delamo za isto podjetje in da bi morali biti vsaj v nekem delu deležni tudi te napitnine, ker ne nazadnje je prihodek koncesionarja. V zadnjih 5 letih so v Hitu prejeli za 25 milijonov evrov napitnin, ki so jih razdelili med igralničarje za igralnimi mizami, avtomati, blagajnami in med igralniške receptorje. Mi zastopamo igralniške delavce, kateri so zasluženi za napitnino, tudi tako gledamo, ne, in glavnina napitnine drugač definitivno ostane igralniškim delavcem. Ob tem poznajo in priznavajo sodbo. Kakšen je njihov predlog za delitev napitnin? Sindikat se zaveda sodbe in jo bomo spoštovali. Zdaj, kako more pa doreči generalni zbor, katerega članov je 560, 580 članov imamo. Generalni zbor pripravljajo prihodnjo sredo. Iz Hitove uprave so nam poslali pisni odgovor, v katerem poudarjajo, da so zahtevki tožnikov neutemeljeni, češ da so napitnino v tem času delili skladno s podjetniško kolektivno pogodbo. Dodajajo še, da bi radi spor rešili mirno in da so v teku pogajanja za spremembo kolektivne pogodbe o plačah in drugih prejemkih delavcev. Dejstvo pa je, da bodo napitnine zagotovo najbolj vroča tema pogajanj. Kaj so te razlike potem v plačah zaradi napitnin? Ja, tudi do 2000 evrov. Pri čemer naj bi igralničari neuradno predlagali, da bi med ostale zaposlene odslej delili 1% napitnin.